Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Ne Slovenija, ampak Golob potrebuje vlado narodne enotnosti. Vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali resnični fenomen Stevanović. Zakaj je predsednik Državnega zbora postal Zoran Stevanović? Kdo je v resnici novi predsednik Državnega zbora in kako je to postal, se bomo pogovarjali z našo posebno gostjo, kandidatko stranke Resnica na zadnjih evropskih volitvah Polono Frelih in našim stalnim komentatorjem, profesorjem dr. Boštjanom Markom Turkom. Polona, Boštjan, dobrodošla v Faktorju. Lep pozdrav, Aljuš. Polona, če mogoče midva začneva, ne? Zdaj, se mi zdi, da je kar nekako v nekem stanju šoka je dobršen del slovenske politike, tudi en del medijev, posebej teh dominantnih, ne, ki so nekako v službi še zmeraj aktualnega režima Robertine in pa mogoče tudi en del javnosti, ne. Zoran Stevanović kot predsednik Državnega zbora. Pa bi te najprej vprašal, ti si ga spoznala tudi po drugi plati čisto človeški, ne, ker si kandidirala za stranko Resnica na zadnjih. Pa me najprej zanima tvoje mnenje, tvoj vtis, kakšen je Zoran Stevanović takrat, ko niso prižgane kamere, ko nima pred obrazom mikrofon? No, jaz mislim, da je Zoran Stevanović takšen, kot je pred kamerami, tudi za kamerami. Je človek besede, vse, kar sva se dogovorila, je izpolnil. Tako da mislim, da je zelo nadarjen politik, ki je to dokazal tudi v petek. Jaz mislim, da je odigral najbolj državotvorno vlogo od vseh igralcev v slovenskem parlamentu. In mislim, da se je Levica oziroma dozdajšnja vlada na tej seji, ustanovni seji Državnega zbora, sama postavila v vlogo opozicije, kajti začeti izvolitev predsednika Državnega zbora z obstrukcijo, to nekako ni državotvorno. Jaz sem poslušala ta govor Zorana Stevanovića, moram reči, da se mi je zdel odličen govor, povezovalen govor. Roko je ponudil obema stranema, govoril je o gradnji mostov, ne zidov. Govoril o tem, da smo Slovenija ljudje, njeni ljudje. Tako da mislim, da je bil to res dober uvodni govor. Za naprej bomo pa še videli, kako bo Zoran odigral to svojo vlogo predsednika Državnega zbora. Mene zelo moti ta moralna panika, ki je po tem govoru izbruhnila v slovenskih medijih in slovenski javnosti. Jaz mislim, da Zoran Stevanović in stranka Resnica zaenkrat še nikoga niso pustili na cedilu, pustimo se presenetiti. Jaz bi rekla, da je Zoran Stevanović igralec tekač na dolge proge, ne šprinter, in da je to etapo oziroma to partijo odigral fenomenalno. Najmanjša stranka, ki je v parlamentu, je dobila položaj predsednika Državnega zbora in kaj je to, če ne fenomenalen političen uspeh. Jaz mislim, da bomo v tem preigravanju videli še veliko presenečenj. Zaenkrat je največje presenečenje Zoran Stevanović, bi jaz rekla. Moti me recimo predvsem... Ja, oprosti, sej boš imela še kasneje priložnost, da poveš, kaj vse te še moti. Če dovoliš, bi še Boštjana povabila v debato, da gremo nekako postopoma. No. Boštjan, zdaj učbeniško gledano ni fajn, ne? Ali pa je celo nezaželeno, da recimo politični novinec, prvič poslanec in pa iz najmanjše poslanske skupine postane predsednik Državnega zbora, ampak učbeniška pravila v slovenski politiki še kaj veljajo ta hip. Kaj praviš? Pa ja, jaz tega ne bi tako gledal, ne. Meni se, torej, kaj je tisto, kar je bilo prej, ne, je bilo prav tako, bi rekel, nekaj čisto novega, ne, priletelo in odletelo, samo s to razliko, kot pravi kolegica Polona, ne,
da to ni teklo na dolgi rok, da ni bilo maratonca, ne, pa se že videli, da ima že šprintom težave, ker je tudi tukaj bila prehitra, ne. Mislim, Urša Klakopočar, oziroma kako že rekel, Klakočar Župančiča, ne. Ja, tako da, ne, torej, jaz bi predvsem v začetku rad opozoril na eno izredno logično posledico te izvolitve Zorana Stevanovića, ne. Ja. Zdaj, vsi so se ukvarjali s tem, da ja, kako neverjetno, zakaj pa ni šel v levo koalicijo, pa zakaj ni šel z Golobom, pa z Svobodo, oziroma Svobodo, pa z Levico in z SD-jem, ne, ampak to je pač teoretično nemogoče. Zakaj? Zato, ker če pogledaš program stranke Resnica, ne, potem ta program ima na samem vrhu napisano z zelo jasnimi črkami 3 prioritete. In sicer prvo je boj zoper korupcijo, drugo je država z nižjimi davki in tretje je suverenizem, četrto je pa Stevanovićeva slika. Ne? In seveda, Golob mogoče je za kakšen trenutek pomislil, da bi Stevanovića povabil, ker to smo že od samega začetka je bilo eno vprašanje, meni nejasno, zakaj držijo Stevanovića tako na rezervi, na distanci, na levici. Sem rekel, če bo noter prišel, ga bo že rabel. Stevanovića ni bilo na tistem prvem kosilu, a ne, dobro si je sam izgovoril, ampak potem ga enostavno niso več vabili. Ne. Ampak seveda na določeni točki je moral Golob ugotoviti, ne, da program Stevanovića, ne, in Stevanović je odločen človek, to je pokazal, in človek je samorastnik, človek je prišel iz ulice, ne, in tak človek ima svojo besedo in ne more je prelomiti. Ne. Ampak ta program Stevanovića je popolnoma nekompatibilen programsko za stranko Svoboda, ki pač programa ni imela, ampak je ta program nadomeščal program stranke Levica, v vseh točkah popolnoma nezdružljiv, nasproten, ne? In seveda stranko SD. Ne? In že zaradi tega je pač popolnoma logično, da se je Stevanović znašel na mestu, na katerem se je znašel. Drugače ta njegov program je združljiv s tem, kar potem je govoril Vrtovec, ne, da je to sredinski trojček. To je v bistvu sredinski trojček za neko normalno državo, za neko državo brez korupcije, brez davkov, ki dušijo državljane, in državo, ki je suverena. Ne. To je pa v bistvu druga stvar, ne, ki so jo pri Stevanoviću niso opazili. Ne. On je Slovenec srpskega porekla. Ne. In pravzaprav en Slovenec, če bi recimo, pogledajte samo Prebiliča, ne. Stevanović ga je prehitil, ne. Ampak recimo, da so bila nekako izenačena. On si nikoli Prebilič ne bi upal suverenosti države postaviti pod tretjo točko ali pa drugo točko svojega programa. Tega Prebilič ni niti enkrat omenil besede suverena država, suverenizem. Medtem ko Zoran Stefanović je pa to naredil. Ne? In je to logično, ne? Kaj imajo recimo, če tako ugibamo, ne? Kaj je vrednota Srbov, ne? Vrednota Srbov je njihova država, je suverenost države. Ne? In tu seveda se pokrije pač z absolutno ne z levico, kajti njihova vrednota je nesuverena država, oziroma pač ne svobodo, ne? In tako naprej. In te zadeve so popolnoma logične. To, kar je naredil, je v bistvu popolnoma logično. Drugače sploh ne bi mogel ravnati. Ja, zdaj, Polona, ne, to, kar je sprejel zdaj nekako Zoran Stevanović, se pravi, kandidiral je za predsednika državnega zbora, bil je izvoljen, dobil je potrebno število glasov, ampak enako, ne, čisto enako mu je ponujal dosedanji predsednik vlade Robert Golob, ko ga je vabil v svojo jato, da tako rečem, v svojo koalicijo, ne. Koliko se tebi zdi zdaj ta dvoličnost problematična, v smislu, da zdaj, ko pa je Stevanović bil izvoljen za glasovi druge koalicije v nastajanju, ne, pa slišimo o njem vse najslabše iz ust tistih, ki so ga še do včeraj vabili v svoje vrste? Lejte, jaz sem alergična, dobesedno alergična na dvojne standarde in zdaj, če res to nekako prenesem na mednarodno areno, mi smo imeli volitve so imeli na Madžarskem in recimo na Madžarskem je Levica pozdravila zmago desničarja. Nikoli niso omenili recimo, da je tudi tam prišlo do prisluškovanja takratnemu oziroma dosedajnemu zunanjemu ministru, ki se je pogovarjal z ruskim zunanjim ministrom. Tudi tukaj je prišlo očitno do tujega vmešavanja.
To se našim komentatorjem, naši levici ne zdi problematično in jaz mislim, da je prisluškovanje samo po sebi zavržno dejanje, ne glede na to, kdo ga izvaja. To je nedopustno, ampak v Sloveniji je to problematično, za določen krog ljudi, na Madžarskem to ni problematično. Potem recimo na Madžarskem je bilo dokazano, da je 5 milijonov evrov na teden prišlo iz Ukrajine ilegalno za predvolilno kampanjo Madžara. In to je tudi jasno vmešavanje tujih sil, tako da tukaj ne smemo imeti dvojnih meril. Če problematiziramo tuje vmešavanje v slovenske volitve, potem moramo problematizirati tudi tuje vmešavanje v madžarske volitve. Tako da tukaj nikakor ne smemo imeti dvojnih meril. In jaz, če bi še malo pokomentirala te madžarske volitve, jaz mislim, da je tam desnica zamenjala desnico, prišlo je samo do zamenjave generacij. En mlajši desničar je zamenjal starejšega desničarja. Kar se mi zdi tukaj problematično, je samo to, da recimo ta odnos do vojne v Ukrajini, če bo Madžar nadaljeval s podporo in pošiljanjem orožja v Ukrajini, potem se nekako ne piše dobro celotni Evropski uniji, kajti Viktor Orban je bil edini branik pred tem, da se na ravni Evropske unije, da se denar pošilja v Ukrajino in orožje. Tako da zdaj so te karte še odprte. In jaz mislim, če lahko sam še nadaljujem, da je bil podoben scenarij v Sloveniji, recimo, ker jaz bi rekla, da je Logar nekakšen slovenski Madžar, ampak da pač on ni odigral tako dobro vloge, zato ker je bil preveč medel in je potem to njegovo vlogo, tako jaz to gledam, prevzel Stevanovič, ki je imel precej bolj jasna stališča, se je bolj razlikoval od teh klasičnih sistemskih strank. Tako da jaz mislim, da je Stevanovič Logarjev prevzel primat in da pač je Logar zdaj v teh pogajanjih najšibkejši člen, kajti niti on, niti podpredsednica stranke se nista izborila dovolj glasov za vstop v parlament, tako da so oni na najšibkejši poziciji. In recimo nekako, jaz mislim, da je njihov položaj nadomestil Stevanovič in recimo kako nekateri komentatorji, ki niso neodvisni, sem videla na Twitterju, da bi, zakaj pa niso predlagali demokrati, da bi predsednik parlamenta postal Logar. Kako lahko človek, ki niti ni izvoljen v parlament, postane predsednik državnega zbora. Pač najprej je treba biti izvoljen in v demokraciji je pač tako. Demokracijo je treba spoštovati, voljo ljudstva je treba spoštovati tudi takrat, ko nam to ni všeč in sprejeti poraz. Recimo še ena primerjava z Madžarsko. Viktor Orban je takoj, ko so bili jasni uradni rezultati volitev, čestital svojemu nasprotniku in priznal, da je poražen. Pri nas še vedno nismo dosegli te točke katarze, ki bi se karkoli izjasnilo, kdo je pravzaprav zmagovalec. Ja, ampak dajmo zdaj pogledati matematiko, če se strinjaš, Boštjan, v državnem zboru. Zdaj, Stevanoviča je izvolila neka dosti, bi rekel, jasna koalicija, se pravi stranke SDS, potem ta trojček okoli NSI, Demokrati Anžeta Logarja in seveda pač poslanci njegove stranke Resnica. To je skupaj 48 glasov. Zdaj, teoretično seveda dovolj tudi za pač podpise za mandatarstvo, ki jih pričakuje predsednica republike, tako je rekla pred volitvami, da bo mandat za sestavo vlade dala tistemu, ki prinese 46 poslanskih glasov. Ne glede na to jasno matematiko, se je zdelo v petek na tej konstitutivni seji, da dosedanja koalicija z izjemo mogoče Matjaža Hana, kar v nekem stanju šoka, nevere spremlja to, kot da ne bi znali že prej prešteti pač koliko glasov imajo oziroma na koliko glasov lahko računajo. Ja, seveda, za njih je, Matjaž, za Roberta Goloba vse stanje šoka. Zdaj smo to analizirali, samo ti šoki so kdaj pozitivni. Tina rekla da, takrat sta se poročila.
Kdaj so pa negativni, ne? Ti so bili negativni šoki, so bili pa v petek, ampak drugače za njega, še enkrat, pa ne da bi zdaj, bi rekel, se norca delal, ampak to je bilo pozitivno presenečenje, da je Tina na tisti poroki, strunjanski, veliki dogodek leta, so to mediji označili, rekla da za njega, ne? To je bil šok, pozitiven šok. No, zdaj pa to negativen šok, ampak seveda, to samo kaže na neke vrste nedozorelost tega, ki je 4 leta vodil Slovenijo in bo šel v spomin kot daleč najslabši, najbolj totalitaren predsednik vlade Republike Slovenije z najmanj posluha za ljudi. Tako da v njem se je nabral že kar precej pisnega materiala, konec koncev so to tvoji članki, konec koncev je Požarjeva knjiga, konec koncev so moje knjige, moji članki. Tako da, če bo kdo hotel pozabiti, mu ne bo treba, si bo lahko samo, bi rekel, vzel čtivo, ki je seveda na voljo. Zdaj, mislim, da ta aritmetika je pravilna, ne, in te zaveze so dane. Jaz sem prepričan, da so se tukaj dogovorili za nek širši projekt, ker Slovenija potrebuje nek širši projekt, potrebuje prekiniti, v tem si je sredinski trojček enoten z logiko dosedanje vlade, ki je Slovenijo uničevala, potrebuje nov zagonski in razvojni cikl, potrebuje seveda novih izzivov, nove energije in nove volje. Predvsem to, ker Golobova vlada je predvsem s stalnimi porazi Slovenije na vseh mogočih frontah in z zapletanjem Slovenije v neke vojne, ki absolutno niso njene, recimo to Palestina, Izrael in tako naprej, pač odtujevala slovensko politiko od dejanskih potreb slovenske države. In zdaj potrebujemo tukaj, da se to vrne nazaj. Najprej se to more vrniti nazaj, se pravi, Stevanović je tukaj zelo dobrodošel, ker najbolj pereč problem te države, nesporno obstaja korupcija na vseh nivojih, na vseh ravneh, sistemska korupcija. V resnica v svojem programu navaja 100 milijonov, da se je izgubilo, 100 milijard, da se je izgubilo v korupciji. Viri iz Evropske komisije so 3,5 milijarde letno ponikne v korupciji in to je absolutno nesprejemljivo in to je treba ustaviti. Korupcije so različnih vrst, predvsem posamezniki v strankah, ki so s tem povezani. Zdaj ena stvar, ki se mi zdi tukaj na nek način izstopa in bi jo rad pač povedal, ima tudi seveda povezavo s korupcijo, to je ta afera Fotopub in udeleženost, bi rekel, vodstva stranke Levica v teh zgodbah, in če lahko pokažemo fotografski material, ko ena od temeljnih prič te afere Fotopub, Romana Uranjenka, objema sedanjo ministrico za kulturo in objemajo pod pasom. Zdaj, seveda zadeva je taka, da se je, to ne bo ta prava fotografija, ampak zadeva je taka, da se je seveda zdaj za smrtjo Ane Jud tukaj odprlo mnogo vprašanj. Če pogledamo to čisto z policijskega stališča, imamo storitev kaznivega dejanja, se pravi zoper telesno nedotakljivost, imamo osumljenca, ki je na begu v tujini, in imamo zdaj poleg Romana Uranjeka že drugo žrtev, oziroma ki je priča, ki je umrla. To je ta fotografija, ko Uranjek Asto Vrečko objema pod pasom in Asta Vrečka trdi, da njega pravzaprav sploh ne pozna, da niti ne ve, tukaj vidite, kako se smeji. Skratka, te povezave, bi rekel, in smrt Ane Jud, s tem je šla druga priča iz afere Fotopub, s tem, da seveda je njen mož povedal, da je šlo v zadnjem času, to si lahko vsak prebere, ki je to na Facebooku in objavljeno na spletnem portalu Na dlani, da je šlo tako dobro, da je samomor zelo malo verjeten. In zdaj ta zadeva, ki more zanimati policijo in ki more zanimati to vlado, ki odhaja, in seveda zadeva, s katero je pač povezana stranka Levica. In zame je to tudi neke vrste korupcija. Skratka, dela je ogromno. In tukaj treba strniti vrste, se prešteli smo vse 48 glasov, ne vem, zakaj manjšinca pri tem ne sodelujeta,
ne vem ampak iz Goloba ne bo nič. Ne? Golob je lahko vladal, dokler je imel sam toliko glasov, kot jih ima zdajle, recimo, če malo karikiram, ta opcija normalna Slovenija. Ne? Je lahko vladal, ne? In je vladal, kot je vladal, ampak da bi pa se pogajal in to, ne, je pa to za njega pa višja matematika, če končamo tudi z matematiko, ki je on očitno ne obvlada. Ja. Polona, kakšen državni zbor prevzema novi predsednik Zoran Stevanović? Kako ti ocenjuješ delo dosedanje predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič? Vemo, ona je napovedala, da se je iz politike poslavila, potem ko so ji volivci na teh volitvah pokazali rdeči karton in ni bila ponovno izvoljena. No, jaz bi tukaj spet opozorila na dvojne standarde. Urška Klakočar Zupančič je v parlament prav tako prišla kot politična novinka. Nobeni ni očital, da nima političnih izkušenj. Sicer je imela neke izkušnje kot sodnica, ampak recimo Zoran Stevanović je že od leta 2014 bil v svetu v mestni občini Kranj, to se pravi, da je pač iz lokalne politike. Mestni svetnik, ja. Ja, mestni svetnik, da je prišel v državni zbor. To se pravi, jaz mislim, da je Zoran Stevanović prototip profesionalnega politika, ki je v politiki že od leta 2014, za seboj ima dve kampanji za državnozborske volitve, eno evropsko kampanjo. In jaz mislim, da je res iz nesistemskega politika je že ogromno dosegel. Recimo zelo veliko je bilo napadov nanj in jaz zdaj prav z veseljem opazujem, kako ga morajo sprejemati v studiu nacionalne televizije, kjer je nekoč lahko nastopil samo, ne vem, iz nekih smetnjakov se je oglašal. Tako da jaz mislim, da so te dnevi dejansko zelo naklonjeni Zoranu Stevanoviću in jaz recimo mene zelo moti, če še to povem, spet smo pri teh dvojnih merilih, recimo na Delovem podcastu imaš napisano, lik Zorana Stevanovića ni primeren z položaja morale. Oprostite, Zoran Stevanović zaenkrat še ni lik, saj še ni imel priložnosti ničesar dokazati oziroma se blamirati. Imamo pa recimo Urško Klakočar Zupančič, ki je nekako slovenski parlament zelo degradirala kulturo dialoga v slovenskem parlamentu, da o drugih neprimernosti z njene strani niti ne govorimo. Sicer pa, kar se tiče Levice, jaz bi rekla, da je Jure Mesec zelo talentiran politik, recimo vse, kar sem ga jaz spremljala. Luka Mesec, ja, talentiran retorik. Nikakor pa, ne vem, ne morem mu odpustiti te napake, recimo, da je njegov glavni, recimo predvolilni šov je bil debata z slovenskim filozofom Slavojem Žižkom, ki predlaga tako nevarne zadeve, kot je dati Ukrajini jedrsko orožje. Na eni strani, jaz te recimo ne razumem, Levica se na eni strani zavzema za, oziroma nekako načelno podpira izstop iz NATO, po drugi strani dali Ukrajini jedrsko orožje, to nekako ne gre skupaj. In jaz mislim, da recimo Zoran Stevanović je ravno danes ponovil, da ena od njegovih prioritet je tudi referendum o izstopu iz zveze NATO. To je danes še enkrat poudaril v intervjuju za nacionalno televizijo. In jaz mislim, če Levica s svojim nasprotovanjem militarizmu, ker NATO ni več obrambna organizacija, kar je nekoč bila, da lahko nekako Zorana Stevanovića podpre pri tem referendumu. Takrat bomo videli, ali dejansko mislijo resno. Tako kot smo videli pri tej načelni podpori tožbi proti Izraelu zaradi genocida v Palestini, kjer je vse ostalo na deklarativni ravni, ko je bilo treba to narediti zares, se to ni zgodilo. Jaz mislim, da politike je treba vedno ocenjevati po dejanjih, ne po besedah. In Zorana Stevanovića smo sedaj ocenjevali kot populističnega politika, z vstopom v državni zbor je dokazal, da je spremenil svojo retoriko in zdaj od njega pričakujemo tudi konkretne korake. Jaz verjamem, da kot najmanjša stranka veliko ne bodo mogli doseči, bodo pa lahko nekako korigirali nekatere odločitve, sem prepričana. In to tudi računamo.
Boštjan, v teh dnevih smo lahko videli tudi nekaj posnetkov dosedanjega poslanca SD, socialnih demokratov, Jonasa Žnidaršiča, ki je s kozarcem v roki razlagal, kako je njemu minil ta poslanski mandat. Med drugim je izjavil tudi, to so njegove besede, da sta bila za dosedanjo predsednico državnega zbora v platonski zvezi, da se mu zdi fajn baba, citiram, in da je dobro vodila parlament, ker je pač ukorila tudi kdaj kakšnega poslanca. Zdaj, zaenkrat Stevanović ne kaže tendence, da bi na ta način vodil parlament ali pa da bi se ga poslanski kolegi po tovrstnih stvareh spreminjali. So pa kar številni komentatorji, tudi taki, ki bi na prvi žogo rekli, da ne pihajo ravno v Golobov rok, ocenili, da smo šli še korak nižje zdaj, z Stevanovićem na čelu državnega zbora. Kako ti to vse skupaj komentiraš? Pa ja, jaz se s Polono strinjam o tem, da pač jaz ne prenesem dvojnih standardov, dvojnih vaflov oziroma vatlov, tega ne prenesem. Zato, ker mislim, da je to nekaj, kar človeka v globini razvrednoti in razvrednoti njegov intelekt in razvrednoti njegovo voljo. To se pač ne dela. In tako lahko rečem za Stevanovića, zasledil sem isti stavek, ki ga je rekel Boris Vezjak, in sicer Zoran Stevanović je neprimeren lik za predsednika državnega zbora. In isti stavek je bil podnaslovljen v podcastu Dela, Janez Markeš ali Žerdin. Zoran Stevanović je neprimeren lik za predsednika državnega zbora. Če bi Zoran Stevanović bil, bi rekel, lik, ki bi podprl tisto koalicijo, za katero stoji lastništvo Dela, potem bi bil pa ta ni primeren, je primeren ali pa celo je zelo primeren. In to je vse skupaj, meni se to upira v dno duše. Jaz se ne strinjam recimo z idejo o NATO, zato ker je NATO pač naša varnost in nima smisla ven hoditi, zato ker se sami ne bomo mogli obraniti. To je pač, ampak dobro, to so pač moje mnenje, dopuščam pa vsakemu, da ima svoje mnenje. Drugo pa seveda sem pa prepričan, že zaradi tega, ker ima Zoran Stevanović nek zelo naraven šlift, kot se reče, nek habitus, neko držo, ki je uravnotežena, to se vidi na samem začetku, ki je pa Urška Klakočar Zupančič ni imela, tudi to se je žal videlo že na samem začetku, in iz tega je njene neuravnoteženosti. Saj poslušajte, kaj pa je to koketirati še z vsemi? Čakajte, komu je že, a je Predniku kazala, oziroma eno od poslancev Nove Slovenije je kazala nogo preko krila Jona, zdaj slišimo, da sta se ona dva tudi rada imela platonsko, ali ne bomo najbrž zvedeli pri naslednjim kozarcu Jonasa, ki se bo poslikal. Potem je bil Bor Zuljan, jaz sem pa povedal v oddaji, se pravi, Ura resnice, da ko sem bil z njo v studiu nacionalne televizije, sem videl, da ona oktobra in novembra 2022 leta Roberta Goloba ljubi oziroma se obnaša kot ženska, ki ljubi. In to sem tudi v oddaji razložil, kaj in kako. Skratka, to je pač popoln zdrs kulture na najvišji, v bistvu drugi najvišji funkciji v državi. In jaz sem prepričan v tem trenutku, da je treba Zoranu Stevanoviću dati možnost, da dokaže, da se da to dela tudi na visoko profesionalnih nivojih. Mi najprej potrebujemo, bi rekel, nazaj dobiti kulturo parlamentarnega življenja, nazaj dobiti ugled parlamenta, nazaj dobiti to, da je zavedanje o tem, da je državni zbor najpomembnejše zakonodajno telo v Sloveniji in da smo vsi od njega odvisni in da tam morajo biti samo najvišji standardi. In jaz sem prepričan, Zoran Stevanović se seveda zaveda, on je zelo ambiciozen človek, on se zaveda, kaj je dobil. Na zadnje bila simpatična gesta, zelo simpatična, moram reči, smo videli to fotografijo, ko je z obema rokama stisnil roko Janeza Janše, s tem je izrazil svojo veliko hvaležnost, ker se je točno zavedal, komu seveda tudi dolguje svojo izvolitev. In sem prepričan, da bo v tem duhu tudi ravnal, in sem prepričan, da ne bo naredil nič, da bi se tej funkciji izneveril. To mi govori neka notranja intuicija. Ja, Polona, izvoli. Ne, jaz sem samo hotela zdaj spregovoriti kot ženska, ker me blazno moti, ker ženske političarke, ženske novinarke, moški zelo radi tako obravnavate, govorite o njihovi intimi.
O moškem se nikoli toliko ne govori na ta način, tako da prosim, bodite tudi do žensk malo bolj prizanesljivi. Ja, ne, to je sigurno pa saj mislim opozorilo jaz- na mestu. Polona, mi dva nimava, se mi zdi, z Boštjanom težav v tem, da se tudi v intimi moških politikov pogovarjamo. Če ti veš, ali pa če bi želela to načeti, pač za katerega izmed aktualnih moških politikov, z veseljem. Sej, Jonas Žnidaršič je pač moški politika, ne, ki je rekel, da je bil pač v platonski zvezi z dosedanjo predsednico Državnega zbora. Bil je vodja poslanske skupine SD, ne, Jani Prednik, ki je odstopil, za katerega so tudi prišle v javnost informacije, da mu je pač predsednica Državnega zbora pošiljala neka zasebna sporočila, ne, in tako naprej. Skratka, če bi bil moški, jaz hočem sam zase povedati, ni problema. Če bi bil moški na tem položaju, pa bi se isto obnašal, pač bi enako se o tem pogovarjal, kakor se zdaj. No? Ampak je tvoje opozorilo na mesto, tako da izvoli, nadaljuj. Ne, jaz sem hotela zato, ker tudi recimo, ko je umrla Ana Jut, so se moški komentatorji točno lotili na ta način, da so razkrili vso njeno intimo, pa so potem opravičevali, ja, ona je bila tudi taka, ona bi tudi želela, da bi se tak nekrolog napisal. Jaz se s tem absolutno ne morem strinjati, kajti Ana Jut je imela dve najstniški hčerki, to se pravi, ne gre samo za zaščito imena Ane Jut, pač pa tudi za zaščito njenih mladoletnih hčerk. Tako da pa tudi recimo Violeta Tomić, ki se meni osebno se zdi zelo talentirana političarka, ampak se mi vseeno zdi, da je bila ona deležna precej več takih neusmiljenih napadov, kot so jih moški kolegi. Recimo, če jaz dam sebi primer, jaz sem za sabo samo eno politično kampanjo. Tudi jaz sem bila, ne vem, deležna zelo neusmiljenih obračunavanj, neutemeljenih obračunavanj v časopisih, spravili so se celo na moje delovno mesto in to se mi zdi nekako zelo neupravičeno. Na moškega se nikoli ne bi upali spraviti na ta način. Tako da zdaj bom pa lahko povem še, kar se tiče Zorana Stevanovića. V času teh napadov se je on tudi izkazal kot, ne vem, zelo skrben človek, ker me je večkrat poklical in rekel, kako je, a bo zdržala te napade, recimo. To pomeni, da tudi ima neko toplo človeško plast, čeprav jo v javnosti nekako ne kaže. V javnosti deluje zelo neusmiljen, samozavesten, bi rekla, da tudi tak je. Neusmiljen pogajalec, takoj ti pove, kaj je mogoče, kaj ni mogoče. Njihova stranka Resnica je zelo hierarhično organizirana, recimo. Jaz vem, da sem imela kakršnekoli nastopih, je vedno poslušal, pa mi je rekel, ja, mi je všeč, ker vedno zastopaš stališča stranke. In jaz mislim, da pač, jaz sicer nisem članica stranke, sem pa bila eno poletje z njimi, oziroma sem projektno sodelovala kot kandidatka za Evropski parlament. In jaz mislim, da če nekako sodeluješ z neko stranko, tudi če samo projektno, da ti pač poznaš neka pravila, da igraš v nekem timu, tako kot je to pač nogometna tekma in proti stranki ne govoriš javno. Tako da jaz se tega držim, ker meni recimo na Twitterju veliko ljudi tako spodbuja, ja, pa povej, kaj je bilo narobe, da nisi nadaljevala poti z njimi. Nič ni bilo narobe. Jaz pač nisem več želela sodelovati v aktivni politiki, tako da še zdaj pač odgovorim javno. Nič ni bilo narobe, naše sodelovanje je bilo projektno. Mislim, da je za našo publiko zelo koristno, da si nam tudi to zaupala. Boštjan, saj kar se tiče nesrečne, da ne rečem tragične smrti Ane Jut, mislim, da vsi trije delimo mnenje Polone. Ne? Ja, kar se tiče nekih tako zvanih nekrologov, ki so bili objavljeni očitno ne z namenom, da se pač poklonijo, ne? V najboljšem možnem spominu, ampak da jo še dodatno pač očrnijo celo po njeni tragični smrti. Torej, jaz povem, jaz se absolutno s Polono strinjam, ne? In torej povem to, jaz nisem mogel verjeti, kaj berem, ker ti tle ni problema Ane Jut, tle je problem dveh mladoletnih otrok. Vsi, ki imamo mladoletne otroke, vemo, kaj to je. V šoli bo rekel, lej, kaj so tvoji mamici napisali in to. In kako je avtor, razen če ni bil v takem stanju kot Jonas, ko je govoril to Urški Klakočar, lahko to napisal, to meni ni jasno. Drugo mi pa ni jasno, kako je lahko urednik to objavil. To je pa druga stvar, ki mi ni jasna. Ampak pač. Ja. Zdaj, Boštjan,
ti misliš, da bo ta koalicija 48, ki je izvolila Zorana Stevanovića za predsednika državnega zbora, zdržala še naprej in da bojo poskušali oblikovati tudi vlado, da bodo predlagali za mandatarja najverjetneje Janeza Janšo? Torej, glede na to, kar sem povedal o programu, resnica ne more biti v nobeni drugi koaliciji kot v tej, ki zdaj nastaja. To ne more biti. Z Levico ne more biti NATO gor, NATO dol, pač ne more biti, zato ker NATO je, bi rekel, neke vrste, seveda tudi pomembna tema, ampak ne zajeda se v jedro same slovenske države. Ta program se pa zajeda v jedro same slovenske države in je popolnoma in ne more pač to. Zoran Stevanović bi se svojim volivcem izneveril, ampak on točno ve, kaj dela. On dela točno to, kar je obljubil in kar je rekel. Nikoli še ni besede prelomil. Zdaj, seveda, lažje se mi zdi, da bo nastala ta koalicija in da bo nastala ta vlada. Kaj pa bo potem, Kaj pa bo potem, je pa seveda potem drugo vprašanje, ker vsi rentniki, vsi ti tako imenovani mehki ali trdi koruptorji, točno vedo, da gre zdaj pa za res, Če se začne policija resno ukvarjati in nekdo resno Alenko Bratuškovo poterja za potrošek. Poslušajte, gospa Vukovičeva, kaj pa vi mislite, tale 2,5 milijona od Alenke Bratušek iz drugega tira? Poslušajte, kje pa mislite, da bi to bilo, kaj? Mislim, to je tudi Alenka Bratušek tudi pokazala v petek, da sploh, to je bilo tako, da bi rekli, vi imate karcinom pankreasa, čez 2 meseca ste mrtvi. Mislim, to je bilo se to nekdo posnel in to je na internetu, tako da Slovenija se mora očistiti in se mora vrniti nazaj v normalnost. To je pač vprašanje biti ali ne biti. Še ne Golobove vlade si pač z Jankovićevim zaledjem si pač Slovenija preprosto ne more dovoliti. Kako ti vidiš te razmere zdaj, Polona? V kako smer misliš, da se bojo stvari nadalje odvijale? Če mene vprašate, jaz mislim, da bo desna vlada pod mandatarstvom koga, ne vem. Ker kljub vsemu, če bi Zoran Stevanović podprl Janeza Janšo za premierja, bi s tem nekako prekršil svojo zavezo, ki jo je dal, da v vladi Janeza Janše ne bo sodeloval. Ampak tudi tukaj ne smemo imeti dvojnih meril, vse je stvar interpretacije. Recimo tudi Golob je rekel, da če bo sodišče spoznalo, da ni deloval v skladu z integriteto, kot je ugotovila KPK, da bo odstopil in potem je ta pač interpretiral. V politiki so stvari spreminjajo lahko iz ure v uro, politika je stvar mogočega in jaz mislim, da če ne bo šlo drugače, bo pač vsaka koalicija boljša kot nikakršna koalicija. Kajti časi so dejansko krizni in treba je začeti delati čim prej. Ja. Veš, kako Polona, če smeš še to povedati, se Zoran Stevanović tudi ne more sodelovati v vladi Janeza Janše, ker ne more sodelovati v nobeni vladi, ker on je predsednik, bi rekel, zakonodajne oblasti, ki mora biti absolutno ločena od izvršne. Če pa njegova stranka podpira nekatere predloge in nekatere zakone, ki so za to državo dobri, so pa v globokem skladju s programom stranke, je pa to pač čisto neka logična poteza. V vladi Janeza Janše pa Zoran Stevanović ne more sodelovati, to pa pač ne gre. Koliko časa ti daješ tej morebitni novi vladi, če bo oblikovana, Polona? Ne vem, glede na to, kako negotove so mednarodne razmere, jaz mislim, da niti ni izključeno, da mogoče celo pride do predčasnih volitev. Tako da na mednarodnem prizorišču se zadeve spreminjajo iz ure v uro, tako da prihodnost ne da ničesar za večno in jaz mislim, da je še vedno vse mogoče. Ja, Boštjan, je ta koalicija, katero ti napoveduješ, na nek način lahko koalicija za 4 leta? Ja, jaz mislim recimo, da ja. Zato iz preprostega razloga, zato ker poslanci ne bodo glasovali za svojo lastno ukinitev. To je pač to je pač neka logika, ki je bila že leta 2020. Ne bojo, to ne morejo narediti. Mislim, to je glasovati, iti zoper svoj temeljni instinkt. Zdaj sem bil izvoljen, zdaj moram pa glasovati za predčasne volitve. To se mi zdi zelo en pomemben motor in razmerje sil bo ostalo, razmerje programi strank, s katerimi so šle stranke na volitve, so napisani, so tukaj, razmerje sil bo ostalo in tu nekako se bomo, bi rekel, gibali naprej, bojo pa seveda siloviti
napadi in siloviti pritiski vsak mesec, ko bo ta vlada obstala, močnejši. To pa je dejstvo. Bomo videli, kaj se bo še naprej dogajalo. Za tokrat pa Polona Frelih, dr. Boštjan Marko Turk, najlepša hvala za vsa vajina pojasnila oziroma komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, kdo je v resnici Zoran Stevanović, že 1132. Faktor na TV3. Se vidimo ponovno prihodnji teden, do takrat pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.